Lepo vas pozdravljam, dragi dijaki, dragi prijatelji, dragi sodelavci. Še posebej pa med nami pozdravljam gospo Janjo Vidmar. Najprej bomo začeli z nekaj uvodnimi besedami. Prav gotovo vas zanimajo te besede, saj ste večina vas brali njene romane predvsem in kratke zgodbe, ali pa ste si tudi ogledali film Elvis Škorc. Janja Vidmar je slovenska pisateljica in scenaristka, profesorica slovenskega jezika in pedagogike. V svojih delih raziskuje odraščanje, odnose in identiteto v sodobni družbi. Je članica Društva slovenskih pisateljev in pobudnica nagrade Desetnica. V njenih zgodbah se ne prepoznamo le kot bralci, ampak tudi kot ljudje. Gospa Janja Vidmar nas svojimi romani navdušuje že leta. Najprej smo odkrili njen roman Princeska z napako, potem smo prebirali Debeluško, pa Barabo in sva s kolegico Natašo Špindler ugotavljali, da dijaki radi berejo njene romane, še raje pa se o problemih v njih pogovarjajo. Zato sva šli na zborovanje, kjer je nastopila tudi gospa Janja Vidmar, da bi jo osebno spoznali in nagovorili za obisk naše šole. Njen nastop na zborovanju je bil tako temperamenten, odločen, silovit, jasen, slikovit, poučen, čustven in prepričljiv, da sva se strinjali, da morava tako energično in odločno gospo povabiti, predvsem pa morava najprej midve, potem pa še najini dijaki, prebrati čim več njenih besedil. In smo brali od septembra romane, pa tudi intervjuje, v katerih se je razkrila podoba borke za lepši svet vseh otrok na tem svetu. V njenih besedah se skriva resnica, da svet otrok ni vedno lahkoten in srečen, da je svet otrok in najstnikov ter tudi odraslih poln preizkušenj, saj sama pravi: ampak ljudje smo kot glina, v otroštvu gnetljivi in mehki, pozneje pa utrdimo, življenje iz nas potegne mehkobo in nas zaskorji, razpoke pa se pod močnejšim udarcem udajo, udarec nas lahko zdrobi tudi v prah. Pove pa tudi, da notranji mir ni nekaj samoumevnega, ampak nekaj, kar gradimo z zavedanjem, časom in sprejemanjem, in da se resnična moč človeka pokaže v tem, kako se pobere po padcih in nadaljuje svojo pot. Sama gospa Janja Vidmar ne verjame, da lahko en sam človek premika gore, verjame pa, da lahko glas posameznika dobi veliko odmevov. In gospa Janja Vidmar je tak glas, glas, ki razkriva korake, ki prinašajo zgodbe in, kot pravi sama, treba je odkorakati od starih, da narediš prostor za nove. Za zgodbe pravi, da so način, kako osmislimo svoje življenje in svet okoli nas. In kot reče, otroku lahko da knjiga košček intime, trenutke samim seboj, ki se izgublja v poplavi potrošniške mrzlice. Njene besede so, da v vsakem delu pušča drobtinice sebe, da ji bralci lažje sledijo iz temnega gozda v svetlobo. Da piše tudi o temnem gozdu, z enim samim ciljem torej, da bi bralci našli pot v svetlobo. In smo brali njene zgodbe, učitelji in dijaki, in skozi jezik Janje Vidmar, ki je včasih grob, včasih se zdi, kot bi bila pripovedovalka jezna, kratki, odsekani stavki. Njen jezik je odraz jeze nad krivicami, tegobami vsakdanjika, prehaja pa v mehke, tople misli, ki so kot recept za iskanje svetlobe. Ni najbolj prijazen ta svet, ne za nas odrasle, ne za naše otroke. In potrebujemo pogovor drug z drugim in tudi soočenje s seboj, da osmislimo svoje življenje in svet okoli sebe. Zgodbe, koraki, narava, samouresničenje, aktivnost. Gospa Janja Vidmar nam je skozi svoje intervjuje in svoje romane pokazala pot iz temnega gozda v svetlobo. Tako. Nadaljujemo z intervjujem z gospo Janjo Vidmar, torej pogovor bosta vodili Patricija in Sabilja, pa kar pojdimo.
En lep dober dan še iz najne strani. Sva Patricija in Sabilja, kot že povedano, dijakini 4. letnika in bova danes vodili tale pogovor. Od septembra do današnjega dne in še nekaj časa prebiramo vaše socialno-psihološke romane za mlade, potopisne romane in besedila za otroke. Zdi se, da je imenovalec vseh vaših del ljubezen. Ljubezen do otrok, mladih, družine, narave, do korakov in tudi do sebe. Pravite, da koraki poganjajo možgane in s hojo se tudi samo uresničujemo, saj prehajajo vase in k svojemu jedru. To, da je v življenju samo uresničenje pravzaprav njegovo bistvo, večkrat poudarjate. Prosim, da se najprej sami predstavite sebe in svoje ustvarjanje. Hvala, to je tako enostavno. Skratka, en lep pozdrav, tudi štajerski pozdrav, tudi z moje strani. Jaz bi se rada najprej gospe Lidiji zahvalila. To so tako lepe besede, tako čudovit opis, da vas jaz prosim, mislim, to bi bila enkratna utemeljitev za nagrado Prešernovega sklada, tako da vas prosim, če mi lahko to pošljete po mailu, mislim, ker že dolgo nisem prebrala česa tako poetičnega, tako da hvala lepa za ta opis in za to predstavitev. Zdaj, jaz sem začela zelo pragmatično in zelo realno, ker sem v Ljubljani, vi veste, da tisto najboljše, kar je v Ljubljani, smo Štajerci. Naj povem naslednje. Glejte, brali ste moja dela, nekaj malega tudi o meni, nekaj intervjuje z mano, ampak mogoče ne veste, da pa je to tudi zelo pomembno, da živim zraven stadiona Ljudski vrt in da moje srce bije vijolično. Tako da kadarkoli so nogometne tekme, je tam okrog nas zelo živahno, še posebej, ko pridejo Green Dragonsi in so to posebno doživetja. Nekoč sva imela z Matjažem Kekom, nekdanjim selektorjem slovenske nogometne reprezentance, skupaj literarni večer in sva se šla, kdo od naju ve bolje, ali jaz bolje poznam nogomet ali on bolje pozna literaturo. Jaz sem zmagala, prosim. Tako da, skratka, takrat sva v bistvu nekako uspela dokazovati ali pa dokazati, da šport in literatura zelo dobro sobivata in sovpadata in smo zdaj pri korakih, ne, in pri gibanju. Tudi to je nekaj, kar me definira. Namreč, ko sem jaz bila vaših let, sem zelo, ne, bom rekla takole, zelo nisem marala nobenega športa, nobene rekreacije, ničesar, kar je bilo povezano z gibanjem pravokotno na podlago. Jaz sem najraje se valjala, skratka ležala, poležavala, mislim kar naprej, mladost je bila naporna, sem bila kar naprej utrujena in zaspana, mislim, seveda, ko smo se družili s prijatelji, takrat sem bila čisto v redu, sam, ko je bilo treba kakšne obveznosti izpolnjevati, takrat sem bila na smrt utrujena. In imeli smo profesorico športne vzgoje, ki nas je v Mariborski mestni park, če ste ga kdaj obiskali, potem veste, da je takole tudi zelo velik in nas je gnala v ta mestni park teč. Kadarkoli smo imeli športno vzgojo, nas je gnala teč. In kadarkoli sem jaz videla te velikanske kroge v mestnem parku, mislim, me je bila groza. Jaz sem se vedno vrgla v prvi grm in sem v grmu tičala in se skrivala, medtem ko so drugi tekali te svoje neskončne kroge, mislim, ko hrčki v kletki, meni se to zdelo nekaj tako nesmiselnega. In potem, ko so se približali in tekli mimo mene, potem sem se jim pridružila in sem se pretvarjala, kako na smrt sem izčrpana od teka in profesorica mi je včasih nasedla, pa po mojem mi sploh ni nasedla, ampak me je včasih pustila, pač, ker sem se je zasmilila, velikokrat sem pa za kazen potem morala sama preteči vse tiste silne kroge, medtem ko so me vsi drugi opazovali in lahko si mislite, da je bil tek, mislim, nekaj, s čimer sem bila jaz na smrt skregana. No, ampak danes skoraj redno tečem na Ljubljanskem maratonu, zelo rada imam gorske teke, trail teke, tek je
eden od načinov, kako se bolje povežem sama s sabo in kaj vam hočem s tem povedati. Življenje je tako polno čudežev, tako nepredvidljivo, tako neverjetno, da se vam bo še velikokrat zasukalo in spreobrnilo vse, v kar danes verjamete, za kar danes živite. Jaz velikokrat po šolah slišim, ko se pogovarjajo, ne, to je moja najboljša prijateljica, best friends forever, midve bova za vedno stali skupaj. Jaz moje najboljše prijateljice z osnovne šole nisem videla že 32 let. Mislim, hočem vam reči, življenje je neverjetno, prepustite se mu in smo pri naravi. Skratka, narava je še ena stvar, ki me zelo definira in jaz sem jo v tem romanu Koliko še, ki je pravzaprav prvi sodobni pohodniški roman za mlade odrasle. Jaz sem vam hotela približati, nekje sem zasledila podatek, da menda naravo vzljubimo šele, ko smo stari 27 let. Jaz ne vem, kako so se dokopali do tega podatka 27 let, ampak meni se zdi to vsaj, ne vem, 20 zapravljenih let, ko nismo v stiku z naravo, če imajo znanstveniki prav. In jaz sem si želela, da bi vam s tem romanom približala pravzaprav to neokrnjeno prvinsko divjo naravo, s katero se lahko srečujete kjerkoli, ali na nekem domačem kuclju, ali domačem gozdu, na livadi, travnikih, kjerkoli. Dovolite, da narava stopi v vas. No, to je še nekaj, kar me blazno definira, pa še ena stvar, mislim, skratka, se zato pa moram toliko laufati, čokolada. Mislim, to je nekaj, to je moja osnovna hrana. Jaz brez nje ni šans, da bi na moji pisalni mizi, da bi jaz sedela za računalnikom in ustvarjala, ne da bi bila zraven, ne vem, katerakoli znamka, mi je vseeno, nisem patriot, da bi rekla, mora biti Gorenjka, lahko je Milka, lahko je Lind, meni je čisto vseeno, kaj samo, da je čokolada in verjemite mi, da bo zmanjkala. To so neke stvari, pa ne smem pozabiti še ene zadeve, vidve kar počivajta, ne, mislim, skratka, jaz bom imela monolog in potem se bomo poslovili, ja, skratka, še ena stvar, ki me definira, namreč zakaj sem pisateljica, to pa je že treba povedati. Ko sem bila stara 5 let, je bila moja sestra stara že 18, imam 13 let starejšo sestro, ki je imela takrat ravno fanta iz NK Maribora, mislim, skratka, nogometaši, tile mladi upi nogometni so bili vedno blazno popularni in imela je to smolo, da je bila moja varuška, ker sta bila ata pa mama od jutra do večera v službi in na vsak zmenek me je mogla peljati zraven. Lahko si predstavljate, da ta fant ni bil najbolj srečen, ko me je zagledal vedno z njima oziroma z njo in zato, da si je pač zaslužila žepnino za te svoje zmenke, očetu likala hlače. In zelo dobro jih je znala zlikati in jo je potem ata včasih nagradil z bankovcem. Enkrat je dal bankovec za 10 dinarjev, to je bilo včasih prejšnje države Jugoslavije, kot da bi danes dobila recimo, ne vem, 20 evrov. Ona je odložila ta bankovec na mizo in se šla lišpat v kopalnico za svoj zmenek. Pa sem prišla, ja, se veste, ko smo stari 5 let, smo totalno pametni. Jaz sem takoj vzela barvice, pobarvala tistega rudarja, ki je bil gor odtisnjen in je bil bankovec že malo lepši, potem sem vzela še flomastre in napisala gor svojo prvo abecedo, se pravi svojo prvo veliko literarno umetnino. In potem sem gledala ta bankovec in sem si rekla, ne. Mislim, tako dolgo je likala hlače, pa je dobila samo en bankovec. Ne. Jaz sem vzela škarje, razrezala bankovec, na 3 enake dele, vse poravnala, postavila nazaj na mizo in sem jo ponosno počakala, ker sem bila prepričana, zdaj me bo pa moja velika sestra končno vzljubila, ker sem ji jaz pomnožila denar. Pride ona iz kopalnice in zagleda tiste ostanke na mizi in se začneva midve okrog te mize loviti. In jaz sem bila blazno vesela, sem rekla, končno se moja velika sestra igra z mano. Potem pa le v enem trenutku pogledam čez ramo, kje je, in pol sem videla tisti morilski obraz
in mi je postalo jasno, da se ne igrava, ampak da je to tek na življenje in smrt. Jaz sem, vam povem, dirkala, koliko so mi moje male nogice dale, ampak ko me je moja sestra dobila v roke, me je ubila. Mislim, od mene ni ostalo nič. Tak me je premlatila na mrtvo, res na mrtvo, da 3 dni nisem mogla na ta zadnji sploh sedeti, mi je mogla mama obkladke gor dajati, ampak res. In veste, ko jaz včasih danes, recimo od jutra do večera sedim za računalnikom, pa pišem te svoje knjige, me tudi kdaj ta zadnja boli po celodnevnem sedenju in se vedno rečem, evo, prvih batin ne pozabiš nikoli, ker literarni začetki so vedno težki in boleči. Tako da boste vedeli, zakaj je tale pisateljca. Zdaj pa lahko nadaljujete. Torej, ste že od nekdaj vedeli, da bi bila rada pisateljica in kaj bi bili, če vam ta karierna pot ne bi uspela? Ali bi bili morda učiteljica? Igralka. Mislim, morate vedeti nekaj, mi pisatelji do neke mere tudi smo igralci, ker ti se v svoj lik preleviš kot igralec, ne vem, neki gledališki predstavi. Ti ga moraš zapopast celega, moraš dihati z njim, se postaviti v njegovo kožo, da ga lahko čim bolje razumeš, da ga čim bolj doživeto opišeš. In potem, ko končaš, pač izstopiš iz tega lika in stopiš v naslednjega. V bistvu na nek način, to smo se že z novinarji večkrat pogovarjali, to je neke vrste tudi igralstvo. In meni je bil največji izziv, ko sem pisala to trilogijo Koraki, v kateri igra ravno vlogo 50 let stara ženska po imenu Alenka. In ko sem končala 3. del te trilogije, sem začela takoj zatem pisati otroški roman Mama ne sme izvedeti in sem morala poosebiti oziroma se preleviti v lik, postaviti v lik 10 let starega dečka. To se pravi ta preskok iz te 50-letnice v 10-letnega dečka. Mislim, to mi je bil eden največjih izzivov, zato ker vem, da sem zelo težko zapopadla in se preusmerila, skratka, iz nekega načina razmišljanja, iz nekega toka podzavesti, potem v eno otroštvo, v bistvu tako razigrano in razposajeno. Zdaj pa samo malo. Zdaj jaz pridem, tamle od zadaj vidim, kaj si mi ti prej mahal? Si, ne? Ja. Jaz sem prinesla danes s sabo, to vlačim zadnje čase po šolah, pač ena zelo preprosta zadeva, ampak blazen učinek, pletena je iz slame, tule ima eno odprtino, pa tale repek tu od zadaj in čudežno deluje in na fante sploh. Ma en tak izjemen učinek, ampak jaz sem zdaj morala ostati, da vas fantje vidim malo bolje, ker če sedim, vidim samo prvo vrsto in si moram izbrati svojo žrtev. Mi bomo danes izpeljali tukaj pri vas en obred. Jaz sem to poslovenila, to reč sem prinesla iz Mehike in sem jo poslovenila v lovilec ljubezenskega partnerja, ker nisem vedela, kako drugače bi to pač poenostavljeno poimenovala. Lovilec ljubezenskega partnerja. In jaz med tem, ko vam pripovedujem, si vas seveda ogledujem in meni se zdi, da sem našla nekoga, ki bi bil perfekten za ta preizkus. In to si ti tam, ki žvečiš čigumi, ker taki mi grejo ful na živce, ki žvekajo med tem, ko jaz govorim. Lahko prosim prideš k meni, dajte mu en velik aplavz. Zdravo. Povej mi, kak ti je ime? Jon, nekdo te je davo. Punca! Punca ga je davla! Kaj delate s fanti na tej šoli, ne vem. Povej mi samo, najprej mi odgovori na eno vprašanje, ali imaš punco? Pol pa lahko sedeš, hvala. Joj, pa taki bi bil primeren, ampak ne, če ima punco, potem odpade. Jaz rabim enega, ki je samski. On je samski? Ja, daj pridi, prosim, pridi, dajte mu en velik aplavz. Ja, se vem.
Jaz bi bila tudi na tvojem mestu ful jezna, mislim, ker so te zdaj potisnili v to zagato, si jezen, ne? Ja. Si prebral kako mojo knjigo? Ok, dobro. Potem bi že skoraj lahko sedel. Ne, ostani tukaj, bova izpeljala midva, povej mi, kak ti je ime? Adrian, glej, to ne bo nič strašnega, mogoče pa dan s punco dobo. Ok, mislim, lahko bi še kaj slabšega se zgodilo, ne? No, tako. Tako da jaz tudi tako razmišljam, ne? To dobiti punco, pač ni najslabša stvar na svetu. Zdaj pa vprašanje, resno vprašanje, jaz se včasih zafrkavam, ampak danes sem smrtno resna. Ali boš kandidatko za ta preizkus poklical sam ali ti jo izberem jaz? Ne tisto, ki te je namočila. Ja, Taja. Taja, prosim, pridi. En velik aplavz za Tajo. Ja, vem. Jaz sem že videla, kaj ti govori, ubila te bom, mrtev si, mislim, ne boš dočakal jutrišnjega dne, ampak kaj pa, Taja, imaš ti fanta? Moj dan je narejen, samska in samski, ni lepšega. Evo, zdaj pa pazite, pri nas v Mariboru to tako radi delajo. Na eni šoli je bil v razredu samo en fant, drugo pa so bile same punce. In potem sem jaz ga vprašala, če bi izvedel ta preizkus. Je rekel, ja, valjda. Je rekel, alo babe, vse tu ven v vrsto, bom jaz preizkusil, kjera je ta prava zame. In to bo, mi dva pa ne bova zdaj tega za vsemi puncami, ampak samo z njo. Dobro? To je najlepše maščevanje, verjemi mi, ker vidim že zdaj, da ni preč srečna. Ja. Torej, zadeva pa je taka. Taja, ti boš potisnila kazalec desne roke v tole odprtino. Do konca. Tako daleč, kot gre. Imaš do konca? Ok. Hvala, da niješ dolgih nohtov, čujete, vedel, kakšen problem je to tisti naželirani dolgi, pol pa se tu zataknejo, razumete, pol pa ven ne dobimo. Skratka, vse sorte stvari se dogaja po šolah. In ti boš tole prijel, zdaj pa da jaz razložim, kak zadeva deluje. Ti boš narahlo, počakaj še, potegnil, da je naš prsta vtrgal počasi in previdno. Narahlo potegneš, če ostane lovilec ljubezenskega partnerja na njenem prstu, potem sta si usojena. Kaj delaš? Nazaj! Nazaj, do konca. Ne. Potem sta si usojena in smo dobili novi par. Če pa zdrsne ta lovilec s prsta, pa več sreče prihodnjič, ne? Zdaj pa takle se malo umakneš, potegneš, narahlo, nežno, prosim. En velik aplavz, dobili smo novi par! Evo, hvala vama, lahko sedeta. Hvala lepa. Jaz sem zdaj zelo dobre volje, ker se veste, mi pisatelji imamo radi, da se imate vi radi. In tako kot je gospa Lidija prej rekla, jaz v svojih knjigah veliko pišem o ljubezni in ni lepšega kot mlada ljubezen. Tako da super, da smo dobili novi par. Veš, kaj moraš narediti, ne? To se pravi, razvajati jo moraš in to konkretno. Torej, res kino, likaj doma, očetu hlače, daš zaslužil žepnino za svoje zmenke, ker punce so danes zahtevne. Vesela, zelo lep par sta in dobre volje se bom vrnila v Maribor. Takle, evo. Takole, zdaj pa lahko nadaljujemo. Zakaj v vaših delih nastopa toliko nesrečnih posameznikov in družin in ali bi lahko rekli, da ste vi njihov glas? Ja, mislim, seveda, gledajte, v bistvu v tej naši družbi je že od nekdaj tako, da je veliko deprivilegiranih, da je veliko socialnih razlik, niso vsi otroci, nekateri so značajsko zelo zaprti, se težko odprejo, nekateri pa živijo v okolju, ki jih absolutno ne stimulira do tega, da bi se sprostili, da bi lahko pokazali in razvili vse svoje potenciale. In če lahko pač kot
avtorica, ne vem, z svojimi knjigami vsaj deloma pripomorem. Jaz se spomnim, ko je izšla knjiga Princeska z napako, takrat je bilo veliko teh begunskih družin iz Bosne in Hercegovine. In če sem kdaj na kakšni šoli včasih videla kakšno Fatimo Ismailović, ki me je žalostno gledala iz kakega kota, me je vedno tako grozno stisnilo, zato ker vem, da knjige niso dovolj, me razumete? Mislim, ta družba, pa ne samo ta družba, človeštvo rabi sistemske spremembe in je to, da se mi oglašamo v svojih knjigah in da skušamo opozarjati na neke krivice, to je premalo, ne? Ampak v bistvu sama se kot avtorica najlažje izražam skozi literaturo in se mi zdi, da na ta način najbolje prispevam k družbi in je tako, kakorkoli obrnemo, da najbolj dramatične zgodbe so vedno nesrečne zgodbe. Te zgodbe dopuščajo posamezniku, ne vem, liku, da se razvije, da zmaga in za moje knjige je značilno, da imajo odprte konce. Zaradi tega, da v bistvu, potem me pa včasih na kakšni šoli vpraša, pa kaj pa se v resnici zgodilo z tem in z onim, kaj se je zgodilo, ne vem, z Hibo, ne, v Črni vrani, pa to. Kaj ti misliš, kaj se je zgodilo? Ja, meni se zdi, da je ostala pa kar v Londonu. Evo, tu imaš odgovor. Pa reče nekdo, ne, meni pa se zdi, da se je vrnila domov, pa je poiskala, to je pravilno odgovor. Mislim, skratka, od vas odprt konec v nekem književnem delu zahteva aktivno bralno participacijo in jaz ves čas zagovarjam, da šele bralec podeli knjigi legitimnost. To je cel proces, avtor, knjiga, bralec. To skupaj tvori zaključen proces. Brez tega nekaj vedno manjka. In pač meni ni lepšega kot tole, kar sem danes pri vas videla. Gospa Lidija me je peljala gor v učilnico v drugem nadstropju, kjer sem si lahko pogledala vse, kar ste ustvarjali in jaz sem globoko hvaležna, da ste se mojih del lotili res tako temeljito na vse mogoče načine in hvala vam, mislim, česa takega že dolgo nisem doživela na nobeni šoli, tako da res, res iskreno hvaležna. Zdaj pa gor vabim še dijakinje drugega letnika, ki vam bodo pobližje predstavile plakate, ki so jih izdelovale pri pouku slovenščine. Zdravo. Zdravo, midve sva Lara Letnikovska in Lana Lukić in danes vam bova predstavili najin plakat Baraba. Torej, čisto na kratko malo čem govori knjiga. Roman Baraba govori o 16-letnem Mateju, oziroma Matejč, tako kot ga tudi v knjigi kličejo. Kako on odrašča v bistvu v nasilni in neurejeni družini, kako se s tem sooča in potem tudi zaradi nasilnega očima in materine probleme z alkoholom, kako zaide v slabo družbo, v kriminal in kako se v glavnem s tem sooča. Roman se pa konča z upanjem na boljše družinske odnose in Matejevo novo priložnost za drugačno življenje. Zdaj pa, da predstavlja najin plakat. Midve sva s plakatom hoteli poudariti v bistvu dve različni lastnosti Mateja, ki sva jih pač v samem romanu opazili. In to sta sicer lastnosti strah in pa pogum. Torej, če smo prebrali knjigo že na pogled v plakat, nam je lahko tako jasno, da velika senca za Matejem v bistvu predstavlja očima, ki se ga je Matej na smrt boji. Vedno ga je strah, kdaj bo prišel domov, kdaj bo spet pretepen, niti spat ne more normalno, saj ga je vedno strah. Oče bo prišel v sobo in pač strah ga je, kdaj bo oče prišel v sobo in mu dal kakšno klofuto. In s tem sva v bistvu hoteli predstaviti strah Mateja pred očimom.
Hoteli pa sva tudi v bistvu predstaviti to njegovo pogumno stran, torej pogumno stran Mateja in maščevalno stran Mateja, ki pa pokaže s tem, da je hotel v bistvu pretepsti oziroma na začetku tudi ubiti svojega očima. In v glavnem ta senca za njim pokaže, kaj si on hoče. Pač, kaj on hoče biti močen, pogumen, da lahko končno enkrat ostal očima in reši ne samo sebe, ampak tudi svojo družino pred njim. Torej, če povzamem, si lahko samo s pogledom na plakat predstavljamo dve različni plati Mateja. Jaz bi ob tem samo nekaj dodala. Ta deček je eden od redkih resničnih likov, večinoma so vsi moji liki in vse moje zgodbe fikcija. Temu fantu je bilo ime Matevž in njegova zgodba je v bistvu resnična, verjetno še bolj kruta, bolj okrutna, težja kot ta, ki sem jo jaz ubesedila v knjigi. Nažalost je junija 2002 se ubil v prometni nesreči in to potem, ko je rešil sebe, ko je stopil na pravo pot, ko je postal mlad fant, mlad človek, pred katerim je bila res velika prihodnost in je imel velike upe in potem je pač star 28 let v bistvu izgubil življenje in se mi zdi, jaz sem bila takrat zelo na tleh zaradi njegove smrti in se spomnim, da mi je takrat pokojni Vasja Cerar, danes ga žal tudi ni več med nami, urednik pri Mladinski knjigi, rekel, bodi vesela, da si napisala knjigo o njem, ker na ta način bo večno živel in kadarkoli ga bo, kdorkoli bo vzel to knjigo v roke, bo na ta način pač njegov lik znova oživel in jaz se potem nekako sem se s tem tolažila. Htela sem vam povedati, da nimajo vse zgodbe srečnih koncev. Ok, pozdravljeni, midve sva Ema in Naja in sva prebrali roman Debeluška. Roman govori o 15-letni Urši, ki se sooča z najrazličnejšimi problemi, ki so zelo pogosti pri mladih. In sicer sva se odločili, da izpostavlja 3 probleme, ki so tudi na plakatu. Eden je pritisk mame. Njena mama je v bistvu hotela, da bi ona postala uspešna manekenka in da bi bila lepa. Pol je nezadovoljstvo s svojim videzom. Urša sebe velikrat v romanu žali in se podcenjuje in pa seveda glavni problem, motnje prehranjevanja, anoreksija in bulimija. Na plakat pa sva narisali jabolko, ki v bistvu predstavlja to motnjo prehranjevanja in nasploh neko hrano, ki ona lahko jedla. Okoli njega sva narisali šiviljski trak, ki pa predstavlja pritisk njene mame na njo in kako je vedno želela imeti popolne mere. Zraven so dodali še 2 modri pentlji, ki naj bi ponazarjali v bistvu to motnjo v prehrani in pa še 3 citati, ki so se nama zdeli primerni. Jaz bi ob tem, glede na to, da ste srednja zdravstvena šola, opozorila samo na to, da anoreksija in bulimija nista tretirani več kot motnje prehranjevanja, ampak kot duševna motnja. Tako da samo toliko pač v razlago, v dopolnilo. Pozdravljeni, moje ime je Ana. Jaz vam predstavila 2 plakata, govorita o romanu Črna vrana. En je tu spodaj, en je tam na sredini. V bistvu, da povem, o čem točno gre ta roman, v bistvu opisuje 2 glavni osebi, 2 življenja, torej Jan tu na levi strani in Hiba na desni strani. V bistvu opisuje obe osebi, kako se iz svoje države preselita v London, torej Jan iz Slovenije v London, Hiba pa iz Sirije v London in opisuje v bistvu, s kakšnimi problemi se pri tem soočata, v bistvu ne skupaj, ampak posamezno. Zdaj pa ta prvi plakat v bistvu isto opisuje
Torej Jana, njegov rojstni kraj in Hibin rojstni kraj in kot vemo v Siriji res so take nedobre razmere in tudi na plakatu je to prikazan. Zdaj pa drugi plakat, ki ga je naredila najna sošolka Julija, v bistvu na podoben princip prikazuje 2 strani, v bistvu tu bolj prikazuje Hibo, na desni strani njen rojstni kraj, torej Sirija, in na levi strani prikazuje London in kot se vidi sončni zahod, v bistvu vzhod, ki prikazuje neko upanje, ki ga Hiba išče, da najde svojega brata. Hvala. Jaz bi ob tem, se opravičujem, samo to še dodala, da je v bistvu Črna vrana nadaljevanje oziroma nadgradnja moje zbirke kratkih zgodb Otroci sveta, za katero sem tudi opazila, da ste jo brali. In v tej zbirki Otroci sveta, ta zbirka je nastala na podlagi resničnih fotografij, na katere sem jaz pisala izmišljene zgodbe in te fotografije je posnela. Meni se zdi, da je to zelo pomembno, da tudi to veste, no, da imamo velike Slovence in Slovenke, ne samo Niko Prevc pa Tadeja Pogačarja in tako dalje, ampak to je posnela pred 25 leti slovita svetovna popotnica Benka Pulko, Ptujčanka, tako kot jaz, midve sva prijateljici, ona danes sicer živi v Ameriki, ampak vam moram povedati eno zgodbo ob tem, ki se mi zdi zelo pomembna, ker ste ravno v teh letih. Namreč ona je poučevala biologijo na eni mariborski šoli in je bila v bistvu stara je bila 30 ali 32, je bila zelo nezadovoljna za svojim življenjem. Zdelo se je, da se vrti v začaranem krogu in je razmišljala, kaj to je vse, kar lahko v življenju pričakujem. Se pravi, ne vem, do penzije bom hodila v službo in potem se bom upokojila in potem bom umrla, kaj to je vse. In potem je ona ugotovila, da bi rada od življenja več in se odločila, da bi rada potovala po svetu. In to z motorjem. Zdaj, stvar je bila v tem, da ona ne samo, da ni imela motorja, ona tudi ni znala voziti motorja. Ampak to je ni ustavilo. V 4 mesecih je naredila izpit za motor, našla sponzorje, ki so ji podarili tistega njenega težkega BMW-ja in z njim je 6 let potovala po svetu, po vseh kontinentih. In ona ima 2 Guinnessova rekorda, mislim, to ni mala stvar. Prva ženska je, ki je na motorju prevozila ves svet, vse kontinente, vse celine in prva ženska, ki je prevozila Saudsko Arabijo in ostala živa, ker pred 25 leti ženske tudi avta niso smele tam voziti, kaj šele motor in je ni nihče prepoznal, ker je bila oblečena v črn kombinezon in je imela čelado in je v bistvu imela tudi, no, če smo iskreni, več sreče kot pameti, da je tak podvig uspel, ampak hočem vam reči eno veliko ime in se mi zdi, da je pravično, da povem, da je na tem potovanju okrog sonca, kot ga je ona poimenovala, ker 6 let je potovala, je posnela več kot 35,000 fotografij vaših vrstnikov po vsem svetu in potem sva midve naredile tisti izbor, tistih 18, ki jih najdete v knjigi Otroci sveta in takrat se je izkazalo, da otroci po vsem svetu ali pa najstniki, no, živijo v tako težkih razmerah v primerjavi z vami, da ko sem jaz hodila po šolah, mislim, meni so šli lasje po konci, ko sem poslušala, joj, kak je hudo, borbo nalogo delati, pa moram se učiti, pa kontrolko imamo, pa doma mi težijo, da moram sobo pospraviti. Mislim, milijoni in milijoni otrok na tem planetu nimajo tega privilegija, da bi se izobraževali, da se razumemo, pa bi se radi, ampak morajo že 5 let stari, pa 6 let stari delati in pomagati svojim družinam preživeti. Tako da nobenega jamranja, ker živite v varni državi in se vam dobro godi. To sem htela povedati, pa Benko sem htela omeniti, zato ker mislim, da si zasluži. Se pa izvoli. Midve so Nejla in Zoja iz 2. razreda in danes vam bomo predstavili knjigo Kebarije.
Sicer pa ta knjiga govori o deklici, ki prihaja iz romske družine in prikazuje, kako se ona sooča s svojimi problemi oziroma predsodki v šoli, ki torej večinoma potekajo iz razreda, ki jo torej sošolci jo zanemarjajo, se z njo ne želijo družiti, jo gledajo drugače kot ostale. Prav tako pa ima težave doma, saj njen oče konča v zaporu in si ona želi njega rešiti. No, zdaj pa je tukaj še plakat. Vspodaj je narisana deklica Kebarije, na glavi nosi njen rdeči trak, ki jo je zelo zaznamoval. Zato sva tudi z tega traku v oblačkih narisali njene misli. Prva njena misel je šola. Kebarije je hotela postati učiteljica z razlogom, da bi vse njene romske prijatelje naučila brati in pisati. Potem imamo prikazan ogenj in njene prijatelje. Njeni prijatelji in ona so se velikokrat ob večerih zbirali ob ognju, plesali, se pogovarjali. Potem imamo potko do zapora. To je njeno veliko razmišljanje, saj je njen oče pristal v zaporu zaradi kraje in ona hoče narediti vse, da očeta spravi iz zapora. Potem pa imava še tukaj en citat, ne sodi iz zgodbe, ki je ne poznaš. Ta citat sva si izbrali zaradi tega, ker je v knjigi prikazano veliko predsodkov. Hvala lepa, jaz pa naj dodam samo še, pri drugih knjigah sem pozabila, ampak pri Kebariji, ker sem jo ravno nekaj dni nazaj v Muslimanskem kulturnem centru tu pri vas v Ljubljani predstavljala, naj povem samo, da je prevedena v hrvaščino, italijanščino, albanščino, da se zdaj pripravlja prevod v litvanščino in da gre za eno od del, ki je zbudila tudi na tujem zelo veliko pozornosti zaradi tega, ker težave z romsko etnično skupino v Evropski uniji ima kar precej držav in se mi zdi, celo naš veliki Vlado Žabot, naš slavni pisatelj za odrasle, zelo resen prekmurski avtor, ne ceni otroške in mladinske literature, ne priznava in nobene vrednosti, ampak za tole delo me je pa potegnil na stran in mi rekel, mislim skratka, da mi čestita, da tole se mi je pa posrečilo. In zdaj napisala sem, mislim, da 82 knjig, ena se mi je posrečila, evo, po mnenju velikih pisateljev. Midve sve, Sara in Chiara, Sara in Chiara iz 3. letnika, prebrala se knjiga Otroci sveta. To je knjiga z kratkimi različnimi zgodbicami, ki govori o otroci, s kakšnimi težavami se soočajo in kako tam živijo. Knjiga nam pove, da imajo vsi otroci dejansko različna življenja in da se veliko otrok sooča z nasiljem ali pa s kakršnimi koli naravnimi nesrečami, pa da so tudi veliko nepravičnih pravil v družini. S knjigo so se lotile tako, ker je veliko kratkih različnih zgodb, so si razdelile na pol in potem, ko so jo prebrale, so si povedale zgodbice in sve tudi izbrale 3 najpomembnejše, torej iz Egipta, Pakistana in Haita. Prva zgodba iz Egipta predstavlja dečka, ki govori o tem, kako bil je z nasiljem, se je spopadel s tem, kako je bežal pred policaji in se je skril v omaro in tam najdel mačko. Bil je deček, ki je živel sam in se mogel sam skrbeti zase, sam preživeti. Na koncu je rešil eno punčko, ki je bila napadena strani 3 moških, ampak so te moški napadli njegovo mačko, ki mu je bila ena in edina pri srcu in je potem zato ostal sam, ampak jo je imel vedno v svojem srcu.
Potem na plakatu smo narisali ruševine, pa dečka, ki je med ruševinami, kar predstavlja zgodbo, ki se dogaja na Haitiju, zato ker je bil tam deček ujet med ruševinami in je bil v bistvu čisto odvisen samega od sebe, če bo preživel ali ne, dokler ga niso rešili. In ta zgodba nam pove, kako lahko naravne nesreče dejansko vplivajo na otroke. Tukaj smo pa narisali še fantka in pa njegovega očeta, ki pač to predstavlja zgodbo, ki se dogaja v Pakistanu, in v tej zgodbi je bilo veliko verskega nasilja, pa veliko tudi nasilja v družini in nam v bistvu pove, kako lahko družinski odnosi vplivajo na otroke. Moje mnenje te knjige je, da mi je bila knjiga zelo poučna in zelo zanimiva ter tudi žalostna, saj sem ugotovila, da v vsaki kratki zgodbici, ki so jo prebrali, noben otrok nikoli ni obupal noter in menim, da moramo mi ljudje ceniti svoje stvari. Ja. V bistvu, meni se je tudi zgodba zdela zelo zanimiva, zelo so kratke zgodbice, ampak je vsaka zgodba, ne glede na to, koliko je kratka, tudi zelo globoka, ker pač res pove dejanske probleme, ki se dogajajo v življenju. Glavno sporočilo zgodbe pa je, kot je že Sara rekla, da moramo res biti veseli za vse to, kar imamo, ker se dejansko ne zavedamo vsega, kar imamo, če pogledamo vse te otroke, ki živijo v naravnih nesrečah in nasilju. Zdaj pa vabim še iz publike, če ima kdo še kakšno vprašanje za pisateljico. Ja, tista, ki še ni napisana. Ne, mislim, ja, tista, ki še ni napisana, ne, tako je po navadi, ampak ena od knjig, ki mi je pač ki me je zelo izžela in ki je iz mene iztisnila zadnjo kapljico znoja in krvi, bom rekla, je bila ravno Črna vrana. Za Črno vrano je bilo treba veliko stvari raziskati. Ta naš raziskovalni novinar Boštjan Videmšek je želel, da naj grem z njim v prve vrste v te begunske kempe in sem rekla, da bom poskušala v bistvu skratka, z researchem narediti knjigo pač čim bolj prepričljivo. Meni se zdi, da mi je kar uspelo. Je pa res, da je Nietzsche že zdavnaj izjavil, da se blazno pozna razlika med tistim delom, ki nastane pod milim nebom in tistim, ki nastane v zatohlosti pisarne, tako da jaz za zadnja leta pravzaprav, odkar pišem te pohodniške in potopisne romane, v bistvu vse prehodim, preplezam, prelezam in pretečem sama in potem umestim junaka oziroma junakinjo z njegovo izmišljeno zgodbo, tako da ne vem, morda bi se morala takrat slediti tudi besedam Boštjana Videmška in se odpraviti v kak kemp, ampak mislim, da je Črna vrana dovolj dobra tudi brez tega in da sem v njo vložila zelo veliko truda. Tako da recimo, da je Črna vrana ena od knjig, ki me je pošteno zdelala in mi je temu primerno pač pri srcu. Zakaj pa ne bi on tam prišel, kam pa leti zdaj? Tisti bi lahko fajn preizkus zdaj izpeljal, ki je zdaj zbežal tam po stopnicah. Dobro je. Dobro, pustimo. V zadju sta bila namreč dva fanta, ki sta nekako se skušala sem prismukati ali pa sta htela zbežati. Skratka, in tisti ta drugi bi bil super, da mu punco najdemo. Ok, nič hudega, dobro. Ja, izvoli. Vi, ki si lahko zapomnite od današnjega dogodka? Ja, če si niste zapomnili ničesar od vseh knjig, ki ste jih prebrali, potem si verjetno tudi od današnjega dogodka ne boste nič. Ampak na koncu naj rečem pač tisti pregovor, v katerega jaz globoko verjamem in v bistvu zaobjema vse, kar morate vedeti in kar šteje v življenju, in to je: naj nobeno drevo ne pade za manj. Izvoli.
ti si danes dobila fanta, tako da vidim, da si zdaj zgovorna. Skratka, šalo na stran, ne, mislim šalo na stran, to, da je dobila fanta, to ni šala, to je zares, ne, ljubezen je resna stvar. Ne, družina me ni pri tem nikoli podpirala in tudi danes moja družina gleda na pisateljevanje kot na en blazno čuden poklic. Mislim, meni se zdi poklic tak kot vsi drugi. Jaz imam prijavljen SP, torej samostojna podjetnica in kot ves privatni sektor v tej državi živim popolnoma običajno življenje. Pač veliko sem na terenu in preostanek časa pač pišem, ustvarjam scenarije, drame, radijske igre, reklame in tako dalje. Ampak jaz vam nekaj povem, ni treba, da vas družina podpira pri vaših sanjah. Dovolj je, da vi podpirate sebe pri vaših sanjah. Izvoli. V katerem liku se najbolj vi najdete v knjigi Koliko še in kako bi vi reagirali, če bi vaš otrok kradel in bil deležen pretepa in da se vam zdi reakcija staršev? To je bilo zdaj več vprašanj. Skratka, jaz se najbolj najdem v liku Ognjena, mi je nekako najbližji. Moja hči je na srečo že odrasla in se mi ni bilo treba soočiti s tem, ampak vem pa, da pomeni kraja v mladosti absolutno klic na pomoč in klic v neki stiski in ne glede na vse materialne dobrine, ki jih ta glavna junakinja Iza premore v svoji družini, je več kot očitno, da ji manjka pravzaprav postavitev mej in da starši preprosto s tem, ko so jo prepustili in ji dali preveč svobode, so v bistvu ravnali narobe. In reakcija staršev po tem, ko so to prepoznali, je bila pa absolutno dobra in pravilna. Še kdo? Kaj še vedno ne more iti v Maribor nazaj? Reci. Ne, v prometu redno, v pisanju pa ne. Mislim, ja, se zgodi seveda, obtičiš pisateljska blokada je nekaj čist običajnega, zelo zoprnega, še posebej, ko te rok priganja, ko imaš deadline in založba čaka na rokopis, mislim, skratka, ti si pa ves v krču in iz sebe iztiskaš na silo. Ampak pisanje, ustvarjanje zelo na silo se običajno ne obrestuje, no? Tako da ja, velikokrat se zgodi, sploh, če gledaš, da sem recimo eno od prvih knjig Princeska z napako napisala v mesecu pa pol, zdaj pa rabim za podoben obseg romana skoraj, ne vem, 8 mesecev, skoraj leto dni, ne? Tako da je razlika, se pozna. Za žiletko vlečeš iz sebe vsako besedo. Še kdo? Da ne bi kakšna roka še švihnila k višku. Evo, za zaključek. Ne, ker je tam še ena deklica, ki se je prav vstala, je rekla, ne boste me spregledali. Izvoli. V gozdu, med tekom. Skratka, Nietzsche je hodil po 8 ur na dan in je imel zraven beležko in si je noter zapisoval, jaz pa sama sebi pošiljam SMS-e v telefon, če se mi utrne kakšna dobra ideja. Pa včasih se ti utrne po noči, veš, naenkrat se zbudiš, pa dobra ideja, to moraš zapisati, ker če ne zapišeš, pozabiš, ne. Tako da, pisateljevanje v bistvu je že skoraj način življenja, ne. Ni 8-urni delavnik, a veš pa, da pol lahko odklopiš, ker skozi melješ, ne. Glava skozi melje nove ideje. Prej ste omenili, da je ena... Oni bi šli radi domov. Zaključimo zdaj, takoj. Prej ste omenili, da je ena vaših bolj pri srcu knjig je tista, ki se še piše oziroma ki ni napisana. Ja. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ja, moram vam povedati, da me to bodo fantje bolj poznali kot punce. Tale Miran Fabijan, veliki mojster borilnih veščin, MMA-ja ali kaj že to, borba v kletki, prosti slog ali ne vem kaj tisto, da me je angažiral, če bi mu napisala njegovo športno biografijo. In ker sem pisala že športno biografijo Markosa Tavaresa, ne, tega našega slavnega golgejterja, sem rekla da, tako da zdaj bom od blizu spoznala še borilne veščine. Eno področje, ki ga ne poznam, tako da človek se zmeraj uči in zmeraj izve nekaj novega.
Hvala. Tako, se lahko povem, imam močan glas. Tako, prišli smo k zaključku, marsikaj smo se naučili, nasmejali, marsikaj bomo odnesli s seboj kot spomin. Hvala lepa za obisk, zahvaljujem se tudi Društvu slovenskih pisateljev, ki je pripomogla k temu današnjemu dogodku s projektom Povabimo besedo. In še posebej se zahvaljujem naši gospe gosti, dragi Jani Vidmar, Hvala. da se je odločila priti k nam. Verjamem, da vam bo ta dan ostal v spominu. Lepo bodite. Hvala vam.